Evo, jemo koprivo, mlade liste koprive. Kakšno je? Kakšen okus ima, kako bi po koprivi, ne? Dober je. Ja? Dober je, res je dober. Ni za nič, ne? Eni tudi uporabljajo kot špinačo, jo lahko pripravaš. Cvetove smo rekli, bomo spekli na žerjavico, a ne? Ja, to bo dober. Okus imajo po kokicah, tako je. Kobilce. Kva? Kobilce. Oni pojedo kobilce tudi. Ja, kobilce morate pa še naloviti, ste rekli, da jih boste, ne? Ja, zdaj tako, 1 kilo jih morate minimalno ujeti, da mi pržgemo, da jih odsvremo. Za 2 ne bomo kurali olja. Prav? Ok, no zdaj bomo naredili pa vrv iz te koprive. Najprej vse pojemo, pa še vrv naredimo z nje, ok? S ploščatim delom ali noža, ali s črtnim delom noža, a ne? Takole. Da je manj možnosti, da se porežete, a ne, date kar v nožnico, pa potem se skupaj z nožnico takole stolčete. Pa samo stisnete dole, ne. Vidite. Pravi, z te okrogle oblike jo sploščimo, a ne tako. Vidite, da se je sploščila. In se hoče nazaj postaviti v okroglo, ampak veliko težji zdaj. Evo. Tako, zdaj je sploščena in tukaj, kjer jo lahko razcepim, glejte, dam takole narazen in kar s palcem grem noter po sredini in se mi mora odpreti kak knjiga. Vidiš? Tako jo odpremo in se odpre. Evo, tako. Vidite zdaj, prej je bila taka okrogla, pa smo jo sploščili, potem smo jo odprli. Ja, jo takole razgrnemo, da čisto ploščata postane, a vidimo. In potem tukaj zalomimo na začetku takole, da ta oleseneli del odstranimo. To pa tako, da vidite, kako si pomagam s prstom, da pač tle gor potiskam s tem, evo, ali pa takole naredite in to zavržete. Se pravi, ta oleseneli del nas ne zanima. Tukaj morate paziti, da res dobro očiste ta oleseneli del stran. Se po mojem bo šlo. Takole dvignete, malo potegnete dol. Še tegale. Spravi, takole zagrabite vse skupaj in potegnete dol ta ovoj, se pravi zunanji, kako bi rekel, tako. Mogo bi jo še malo očistiti. In take vrvice potem mi damo sušiti na sonce za 24 ur. Za 24 ur damo nekam na sonce, na kakšno pod streho, pa čez dan na sonce, če je le sonce, da se to čim bolj osuši. Potem pa iz tega spletemo vrv. Zdaj me dobro gledajte,
Jaz kar usedel, da boste malo boljše videli, da bo malo više. Se pravi, kako začnemo delati vrv? Danes boste tudi vaša skupina, torej prva pa druga skupina, boste delali vrv. Tako je, iz trave. In je postopek popolnoma enak. Samo da zdaj delamo iz koprije, potem bomo delali pa iz trave. Ja? Ja? Ok, začnemo vedno tako, da imamo en daljši konc pa en krajši. Tako je vedno začetek. Če bi na polovici, vam bom pol povedal, v bistvu pa vam že zdaj povem, to naredimo zato, ker je treba vrv potem nekje štukati, dodajati nov material. Ja? In začnemo vedno tako, se bom obrnil tako, da boste videli enako kot jaz. Se pravi, v levi roki držimo začetek vrvice in začnemo z desno. Fantje, veste, kako se pri motorju da gas? Z desno roko, ne, na desni roki imate gas, je tako? In ga date proti sebi, če hočete iti hitrej. Ne? Tle pa ves čas odvzemamo gas. Ja? Ves čas to delam. Se pravi, samo naprej stran od sebe zavijem, ja? In pridržim s prstoma, da se mi kaj ne odvije nazaj. A ne, čist preprosto, glejte, samo stran od sebe. Odvzemam gas ves čas. Evo, glejte, kaj se dogaja. Tle se dobiva taka lepa okrogla struktura. A vidite? Malo nagaja. Evo, vidite? Taka lepa struktura in še zavijam. In ko čutim, da je že kar precej zavito, precej, a ne, dam roko skupaj in se mi ustvari taka zankica. Še enkrat pokažem. Najprej je tako, ko dam roki skupaj, prste skupaj, se mi avtomatsko naredi taka zanka. Vidimo? Ja. Primem za to zanko. Sprav, spet z levo roko primete za to zanko in imate zgornji in spodnji del vrvice. Zgornjega vedno zavijete spet kam naprej, stran od sebe in ga preložite čez spodnjega, takole, ne? Prav, tako. In zdaj je ta spodnji postal zgornji konček. In kaj naredimo zgornji vedno? Zgornjega vedno zavijamo in ga preložimo čez spodnjega, ja? In to ponavljamo non-stop. Oziroma, dokler nam ne zmanjka materijala, a ne? Bolj, ko se boste potrudili, lepša bo vrvica, bolj bo enakomerna. Močnejša bo, res je. Tlele vidim, da je zelo šibek člen, zato bom že kar tukaj dodal nov material, se pravi, bom štukal. Tale se je pa odločila, da me bo malo pohecala. Skratka, bom kar tole že dodal takole zraven. Pa mogoče že kar še malo novejšega materijala, oziroma daljšega. Pomembno je, da veste, kako se to štuka. Spravi, tukaj samo dodam temu le končku, dodate nov material, lejte, primete nov material, ga dodamo zraven, tle kaj štali tole, a vidimo, ga samo dodamo zraven in zavrtimo vse skupaj, da postane, kaj, kot ena vrvica. A vidite? In kaj pa zgornjo naredimo, vedno preložimo čez spodnjo in kaj naredimo zgornjo spet? Vrtimo spet stran od sebe, ne, in nadaljujemo z izdelavo vrvice. Evo. Tukaj, lejte, je pa oleseneli del noter. In če se vam tole zgodi, da ga bom dal stran.
Če se vam to zgodi, da pozabite tole pogledati, ali pa da ne boste odstranili, veste, kaj se zgodi? A veste, kaj je žiletka? Za britje. Britvica. A veste, koliko je to tanko pa ostro? No, to, ko se posuši, ta les, oleseneli del, je tanek kot žiletka in trd, ker je lesen. In vam bo kaj naredil? To je kaj nožek droben, ki se to posuši. Ne nas, vrv bo prerezal. Ker boste vi kaj šponali s to vrvjo, a ne boste, ne vem, z lokom streljali, ne? In boste parkrat našponali, ta peti se bo pa strgala zato, ker se to noter premika in reže vlakna vrvice. Razumete? Zato je treba to dati stran, obvezno. Prav? Če ne, niste nič naredili, če boste to pozabili noter. Ok. No in kaj smo dobili? Dobili smo lepo vrvico, a ne, vse kar štali potem porežemo stran in kadar potem zaključujete, zelo pomembno, zdaj gledajte, kaj se naredi. Enostavno naredite, rečemo overfinger ali pa overhand ali pa običajen vozu. Se pravi, ko se gre okrog prsta, od zadaj, pa kjer je bil prst not dotaknen, čez, zategnete, a ne, in na ta način potem, kaj, zaključite vrvico. Zakaj? Da se vam ne bo razpletla. Tle se potem kaj naredi, kar je ostanka, se odreže, smo rekli, tole še malo polepšamo, tole še malo štrli. Ne porežemo čist tik ob, ampak majčkeno pustimo, a ne, in evo, imamo za primer, kako se naredi vrvica, ne, iz koprive. Sprav, zdaj bomo pokazali, kako gre še iz navadne trave. Bom šel iskat, pa vam pokažem, pa boste pa vi to sami v gozdu, v skupinah. Probali sestaviti najdaljšo vrv, kolikor je možno. To bo cela skupina skupaj. Cela skupina sodeluje, eno, ja. To, da svetujem, da jih več plete, pa pol na koncu skupaj zvežete. V vsaki skupini so specialci, tako da verjamem, da poznajo kakšen vozu za zvezati skupaj vrv. Znaš, ne? No, super. Sta gasilca? Jaz sem tudi Ne. gasilec. A si? No. Jaz sem bila pa... Skalski, jamborski, pa tesarski, a ne? Ja, pa gasilski fantastičnega. Škola še ne. Ja, čem, ne. Ne, v tej skupini si ena. Dobro. Ok, ste videli? Ja. Ok, prosim. Kaj, če unik ima krajšo vrv, bomo spet rabili pomivati posado, ne? Ja. Ja, spirati. Kako je to logično, ne? Prosim? Ne pomivaj uni, ko so dobili eno šoto. Tako tudi tisti pomivate, ki ste dobili ocena ena, pa v ocenjevanju. Recimo, da je nekdo iz skupine... Se pravi, to bo, zdaj se skupina, čakaj, ko smo imeli zastavice, ste že pomivali, ne? Ja. Ok. Potem smo imeli Šotor. šotor za kosilo, Vrv, bivak ste že včeraj za večerjo. vrv bo pa za večerjo danes. Vrv bo pa za večerjo danes. Tako da vemo, kdo bo pač pomival. ne? Velja? To že obvladate. Vzamete šop trave. Lahko je pač navadna, lahko je suha, vse en je. Jo, torej ta šopek razdelite na dva dela. Enega obrnete okrog in ga date zraven. Zakaj? Da je zadeva na obeh delih enakomerno trdna. Kaj naredimo? Ne bom zdaj to prelomil, ker bi se zalomilo, ampak samo začnem zavijati tukaj na tem delu, ki je krajši. A lahko je tudi tako tanka vrv? Kako? A tudi tako tanka je lahko vrv? Lahko je čist tanka. Glejte, dam skupaj, se mi naredi ta zanka. Primem za zanko, imam zgornji in spodnji del. Sem tako obrnil. Zgornjega vedno zavrtim naprej, ga preložim navzdol. Zavrtim naprej, preložim navzdol. A vidite? In samo leti.
Kaj dobivamo? A je vrvica? Boste poskusali, koliko je močna? Samo sekundo. Prosim. Enega močnega rabim. Zmanjka spodnjega dela, ga moraš videti. Tako, ko zmanjka, torej tle bi že zdavnaj mogel pač poštukati. Mislim, že zdavnaj. Zdaj je bilo super. Se bi lahko dal na pol. Kaj na pol? Na polovici bi lahko začel. Kaj na polovici? Ne bi rabo imeti kratkega pa dolgega dela, a bi mogel imeti. Ja, moraš imeti glih zato, ker se ti potem vrvica štuka. Če bi se na obeh mestih štukala, bi se razpadla ta vrvica. Zato, da pride enkrat ena, pa potem druga, a veš, čez nekaj časa. Potem spet druge zmanjka, pa spet dodaš. To je isto kot slamo plesti. Ne moreš na enem koncu torej, štukati obeh vrvic, ker se potem razpade, veš. Ne bi držalo, ne? To je pa lepo upletena. Ok, kdo bo prav to strgati? Čakaj samo malo. Bova še zaključni vozil naredila, bom jaz malo lažje držil. Sprav, kaj naredimo? Overhand ali pa overfinger, ne? Gremo okrog, prst damo ven in kamor je prst kazal, potaknemo ta konček, zategnemo, to je zaključek pol vrvi. Običajno vam tle zmanjka potlej na koncu. Tako. Imamo še vrvico iz navadne trave, samo za pokazati. Smo rekli, tle odrežemo. Je vrvica zaključena, evo. No, z deca si, kaj si? Dajmo. Ja. A ti lahko? A sem rekel, da lahko. Samo kaj, če lahko. No, kaj je zdaj, fantje? Kaj je? Ne vem. Kaj bi rekli? Kakšen od tam manjših bi se lahko obesil gor, po moje. Bi ga ne obesil, no, bi ga držalo. Nisem mislil kaj hujšega, da ne bo kdo narobe razumel. Res ne je kratka? Je pa močna, ne? Ja, pazi. Še malce lahko porežeš, ja. No in tako smo lepo spolirali vrvico, pogledajte kako je lepa. A ni lepa? Fantastična je, ne? A mi bi lahko. Se vidi na kameri, vse. Evo jo. Tako da smo rekli, da če nimamo vrvi, jo spletemo na ta način in imamo... Kako? Ja. Ok. To je to. Gremo še v gost. Zdaj prigrijo sem šop. Ja, sve se mora biti malo obnak bola. Super, Luka. Dobro, to ti ne bo glih najbolj pomagati, ker boste podrezali, potrgali. Super. Čakaj, daš meni. Na, ti utrdi. Enemu delajte šopke, mislim šope, primerne, pa se lot. Te komari? A te komari glodajo? Barabe. Povej. A po trdoci se tudi ocenjuje? Ne, samo razdaljo bomo zmerili. Mora stati skupaj, pa samo razdaljo. Tisti, ki bo daljš spletu, tisti boste zmagovalci, ja? Moraš se držati. Lansko leto je bilo tudi kaj več držijo. Mislim, da je obratno, veš, kolega, v levi roki držimo, pa obračamo z desno stran od sebe. To ti bo najlažje. Glih obratno, kolega. Pa če
Zdaj daješ gas, tako ga pa odvzemaš. In ves čas odvzemaš gas, točno tako. Tako. Super. Ok. Dobro je. Zdaj pa toliko časa še zamoti. Ne, zdaj si spustil vse v zadnji, kolega. Tako. Ne rabiš toliko nadaleč. Imaš zdaj? Daj prim telefon. Boš ti snimala zdaj. Tako. Še enkrat, lej, se bom obrnil tako, kot ti stojiš. Lej. Sprav, tle začnemo. Sva rekli, začnemo. Vidiš, kako držim. Zavrtiš, a ne, da vidiš, kaj se ti dogaja. Tukaj pustiš odprto. Vidiš? Malo bolj stran daš tu dva prsta, ne? Ščipalko, da ti ostane. In potem, ko dam jaz roke skupaj, evo, se tle že avtomatično zanka naredi. Primeš za zanko, prav, imaš zgornji in spodnji del, vidiš? In spet se zavrtiva naprej, preloživa dol. Zavrtiva naprej, preloživa. In samo to delava pol, ne? Dobiva vrvico. Ok. Zdaj pa sami. Prav? Ja. Sprav, z levo drživa, s tem dvema nohtama, mislim prstama, probi prijeti tako kaškarice narediti. Ne. Tle držiš, s tem dvema držiš, s tem dvema pa zadržiš tukaj. Tako. Glavno, da ono zanka se ti naredi. Lahko pa tudi... Ok. A tako nekak. Ja? Čakaj, malo bolj zategnjeno naj bo. Ja, drugače po redu. Kar malo, da izkupiš še roke skup. Odvija se ti, veš. Ok, zdaj pa daj skup. Roke, tako. Zdaj pa malo zategni, da bo malo manj ohlapna. Tako, pa jaz primi z levo roko od zadaj, za ušes. In imaš, vidiš tole, ne, to mora biti naprej. Imaš zgornji in spodnji del. In zgornjega, ne, kar vrteti. Moraš zavrteti naprej stran od sebe najprej. Pa preložiti čez spodnjega. Čez tega, čez spodnjega moraš preložiti. Ker se te že najdil. Malo lepši mora biti. Stran od sebe zaviješ. Pa dol čez tega. Tako. Pa stisni, pa preprimi tlele, ne, da se ti ne bo razdiralo. Tako, pa zavrtiš, pa daš čez spodnjega. Ok. Ok, ne, izjedo. Bravo, vi imate že vrv. Konec, nima. Še začeli niso. Ja. Mogoče pa zelo malo to. Staviš. Mogoče. Tako, čaj. Ja, sam dej šopke deli za Luka, da bo dodajal, veš? Zelo pridni ste, bravo. Noži bi bili. Je res? Ja, tam še, lej, če ne znaš, se boš naučil, sploh ni problem. Pomembno je, da začneš sploh trenirati, a je tako? Tako se boš tudi naučil. Learning by doing je pri nas filozofija. Se pravi, če ne boš poskusil, je to, kot da bi YouTube gledal, pa kako neka gospa štrika, ne? Ko ti da pa pletilke v roke, pa zmrznemo, ne? Ej, tukaj dajte te šopke, ki bo dodajal, da imate nek red. Ok, dajte mi nov šopak. To ni v redu, to ni v redu. Ja, majkar ti mu lepo dodaji šopke, eni boste pa prštima lepo. Nič krajšati. Zakaj krajšati? Ne, enako kmero. Nič hudega. Nič krajšati, ker boste imeli za to daljšo vrv lahko, ja? Ok, mislim, da imamo dost. Kar noste. Veste, koliko mora biti dolga, smo rekli? Do drevesa tamle ponovati dolgo naredijo skupine. Vi sam delajte. Pa vse smo lep žak postavili. Bolj fino zategni, Blaž. Ok. Tako. Sam še v pogovorom, lej, Še travo prineste. Daj mi travo.
Ej, trava žikuje, ne sam sedeti. Ej, maj. Hej, gled. Kaj gre v drugi skupini? To bo kaj čitati. Dajte travo prinest. Vprašaj Barbi. Travo. A kraj še ni bilo, Luka? Evo ga. Daj se potrud, Luka, pa prines dolgo travo. Daj na tej strani. Kako gre? Dobro. Koliko imate? Dober. Nekaj metrov. 2 metra, 3, koliko? Zdaj, če vsakih 10 minut en meter. Ja. Dajte združevati počasi, da bo res čim daljša. Imajo konji dolgo. Ne vem. A imajo daljše? Pa če pri njim delajo 3. Daj čopke. No, še nekaj minut, dajte pohiteti. Trava itak imamo dovolj, ali? Še 30 sekund. Še 30 sekund. Še 20 sekund. Pazite, da se ne sprgaš. Evo ga. Dosnej, anakonda. Našli smo. Anakonda. 5, 4, 3, 2, 1, končano. Pridite sem. Dajmo. Luka tamle se postav, pa raztegnite na to smer, da vidimo. Luka, ustavi se tam, pa raztegnite v to smer, prosim, proti meni dol. Pa damo dol. Ne, v zraku mora viseti. Ja, itek, da se No, daj tako, oba začetka dajte skupaj. Daj se umaknem od vrvi. Ja, umaknite. Oba začetka skupaj. Vrv mora biti samostojna, ne smete držati. Ne smete držati. Tle na koncu je pridni. Ja, enostavno je zmagala katera skupina? Prva skupina je zmagovalna. Pa to je neverjetno. A ste sploh že kjer izgubili? Bravo. Vse izzive. To specialci. Bravo. Zelo dober, to druga skupina, absolutno. Da ne boste mislili, da ste za nič. Ste se potrudili, ampak malo premalo. Za 1 meter približen. Malo manj, ja. Ok, malo manj. Zelo dober. V redu je. Tega končnega nismo naredili. Ja. Sprati mu ga, da bomo imeli vas, pojde ples. A veš, oni so imeli v končnem vozlu še nekaj razdalje, a ne? Tako da, če bi oni ne bi naredili vozla, bi imeli še daljšo. Vozlo kar nekaj dolžine pobere, a ne, vrvi. Je tako? Ok, gremo naprej. To je tako imenovana, ne, šestica, ker je v obliki šestice, ja? Jaz se znam najbolj. Kaj? Jaz se znam tako. Prez prstov. Jaz sem tako. Ja, lepo. Potem imamo še, kaj, osmico lahko, a ne? Pa upleteno smico. Pa upleteno osmico do pleza od vas. No, jaz tudi. To je super znati, a ne? Te vozle poznam, ker je moj oči ima izpiti čaven. A ne? Pa pašnjak, pa te stvari poznaš gotovo, a ne? Pa še pa ne. Ne, mrtvi vozu, to je isto. Ali pa bowline not. Zdravje. Torej, na ta način lahko zvežemo 2
Lahko se skupaj. usedete. Najbolj enostaven, pa najhitreje se razveže, kateri, kdo ve, gasilci. Vi mu rečete tkalski vozu, tkalski, reče se mu tudi moški, je tako, reče se mu tudi ambulantni in gre pa tako, da, samo mečka na punci, da gre desna preko leve, od spodaj pa ven in leva preko desne, od spodaj pa ven in dobimo ta vozu. Ja? Ga vidimo? Se pravi, če bi to naredil obratno, da dam tega, ki gre stran od mene, čez tega, dobimo pa ženski vozu in običajno se tak vozu podre. Zato je dobro poznati, tega si nisem jaz mislil, ampak ga morate pa poznati, zato da veste, da ni ambulantni. Ne? Morate ali pa ambulantnega toliko poznati, da veste, da ko naredite ženskega, da ne bo nič držali. Se pravi, samo en korak narobe naredite, pa ni v redu, a ne? Se pravi, morate točno vedeti, katero vrvico je treba dati čez katero. Ja? Da je prav. Prav je vedno tako, da tista vrvica, ki gleda proti meni, a ne, če gledamo tako, me hoče k meni, ta pa stran od mene. Je tako? Kako? Ne, čisto vseeno, katero dan kam. A ne? Je čisto vseeno. Zdaj, katera gleda proti meni? Ta hoče k meni, ta gre pa stran. In ta, ki hoče k meni, dam čisto enostavno samo preko te, noter pa ven in zategnem in dobim moški ali ambulantni vozu. Zakaj ambulantni? Ambulantni pa zato, ker so s tem z rutami povezovali, s tem vozlom z rutami povezovali ranjence, tako je, ja. Že med vojnami, a ne? Tako da ni skrvavel, pa da ni vozil tiščal na rano ali pa na samo telo, a ne, kot tako. Okay? In gledajte, kaj so naredili, ko so ga pripeljali v bolnico, so samo to naredili. Sam skup so stisnili ruto, pa je bil že razvezan. Niso rabili nič rezati, ko so rabili šparati sanitetni material, vse te rute in te stvari, povoje, ne? Niso nič rezali, so šparali. In ta vozil fantastičen, prosim? Meni so dali ta vozil, ko sem tukaj namel šive, ko sem mogel dobo v kolo. Verjetno so ti dali pa en drugačen vozil, ampak ja, tudi pride vozil upoštev. Vidite, tudi zdravniki morajo vozne znati. Aba, pomiri se. Pomiri se, ja. Prosim. A lahko tako, jaz ga znam malo na hitem, kako ga pokažem. Boš lahko izvoli. Evo, to je pa gasilc. Malo napak delam. Ok, še tesarski, znaš tesarski? Jaz sem tem... Kdo zna tesarski, kdo je rekel, ti znaš, ne? Ja ga znam, jaz sem ga... Čez mojo roko. Okay. Ni tako, da jaz je vrice neš nekaj dotikal. Vse sem... Ja, tako lepo. Ne vem, kako so to naredili, ker jaz sem to na... Ja, na tekmovanju. Znaš ti? Tesarski? Pokažeš? Znam. Čakaj. Nisem se videla. Nič hudega. Bom zdaj jaz Tako da pokažem. mora biti ta vrvica tako, pa unja tako čez. Čist preprosto je. No. Ne vem, zakaj treba komplicirati. Naredite Miki Miška ušesa. Ena zanka gleda proti meni, oziroma ena vrvica proti meni, ta druga pa na drugi strani. Ja. In damo samo skupaj
in dobimo cesarski, oziroma ne, zdaj sem narobe pokazal, se oproščam. To je jamborski vozel, se oproščam. Kako? Jaz ga poznam, ker sem bil na Jadranu. Jamborski, fantastično, to je zelo dober, zelo uporaben vozel. Cesarski je pa tale, lejte, prijete, se pravi, to je nadaljevanje vrvi, to je konec vrvi. Prijete okrog objekta, a ne? Greste zgoraj ali pa spodaj, s koncem vrvi in ta konec vrvi ovijete 3-krat okrog samega sebe. Ja? In ko se to našpona, ta vozel ne popusti. Bolj ga šponate, bolj drži ta vozel. Bom pol pokazal. Mi mu rečemo tudi začetni vozel. Se mu reče, skavti mu reče začetni vozel. Je pa tudi tesarski. Torej, kot ste opazili, ima en vozel lahko več imen. Je tako? Ja. Potem so pa še angleška imena in tako naprej. Prosim. Jaz sem drugače delal na tem tekmovanju s Kešovo, ta ima veliko podolga. V vsakem primeru moraš znati vozu zavezati, ne glede, koliko je dolga vrv, a ne? Torej, ne smete to zmesti. Sem ga pokazal, si videl, a ne? Ali pa okrog tvoje roke, če hočeš, da spet pokažem, ne? Stegnemo, se pravi, gremo okrog v eni strani, ovijemo 2-3 okrog svoje vrvi, torej svojega konca in ko se to zategne, a ne? Je ta prav vozel? Tesarski? Ja. Je. Lahko tudi na meni. Kako? Lahko tudi na meni. Bomo pol pokazali še, zdaj gremo naprej, a velja? Torej, kako še poznamo združevanje dveh različnih vrvi? Vse te vozle imate na mojem kanalu objavljene, vsakega posebej, tako da ne rabite zdaj si vse čisto zapomniti, ker je to skoraj nemogoče. Jih je treba kar malo vaditi. Se pravi, ko imate čas, vzamete doma dve vrvici, ali pa eno, ki je malo daljša in z njima, kaj? Trenirate vozle, ne? Lahko tudi na mašnico. Lahko tudi na mašnico naredimo, ne, seveda. Kako si pa čevlje vi zavezujete? Mašnico. A vam pokažem zdaj, kjer je najboljši vozel za čevlje zavezati, da se vam ne... Ne? Glej, ena zanka. In še druga potem. Zdaj sem na ezo. Čakaj, sem mačka, no? Jaz se tega še učim doma. Ena zanka, druga zanka, taka je bliže meni preko te, noter pa ven. To je dvojna mašnica. In ta vozel se vam ne bo odvezal z lepa. In boste manj padali in sploh na terenu. Razvežeš čisto enostavno. Samo potegneš normalno. Samo zanke naredite. Ja? A ti tudi na tvojem kanalu? Tale? Tale pa mislim, da ne. Hvala, ker si mi dal idejo. Ampak dve zanke naredite isto ambulantnega, eno date skozi drugo in zategnete. Jaz delam na eno. In glej to, se čisto lepo razdre. Jaz si tacga naredim pri nogometu pred tekmo in pa se mi nikoli ne odvija. Je tako. Evo, tle imate en dokaz, ki je fant pove iz prve roke. Jaz pa tudi vem. Jaz čez poletje nosim te sandale, oziroma od spomladi do jeseni, pozim pa gojzarje. Dobro. Ja. Glej, kadar hočemo spojiti dve vrvici, lahko naredimo tudi tako, da uporabimo ribiški vozel. Kako to naredimo? Dva konca damo vzporedno skupaj, stegnemo prst leve roke, naredimo en ovoj pri enojnem vozlu, če pa dva naredimo, je pa dvojni ribiški vozel. Bom najprej pokazal enojni. In vzamemo prst ven in kamor je prst kazal, taknemo ta konc vrvi, zategnemo, obrnemo vrvice naokrog in zdaj iz to vrvico še naredim en ovoj okrog prsta, kamor je prst kazal, damo noter ta konec vrvi,
približamo proti koncu, takole nekako, da ne zavržemo dost vrvi. In pri zapestnicah je bolj dvojni uporaben. Ja? Tudi enojni gre, ampak je največkrat dvojni. Se pravi, zelo hitro se vidite razdre. Zdaj bom sam popravil ga v dvojni, ker mi ni všeč enojni primer. Samo zamenjam, pa dvakrat ovijem, pride pol malo večja zanka. Pa tle isto samo podremo, gremo dvakrat okrog. Pardon. Enkrat, dvakrat. In pride potem takole skupaj. In to ne dobite narazen, mislim, dobite narazen z lahkoto. Potegnete samo za končke vrvi, a ne? Ko imate te ogrlce pa zapestnice imate na ta način narejene, kako lahko podaljšate pa zožate. To je s tema dvema vozlama, se pravi dvojni ribiški vozel se imenuje. Dobro. Začetni vozel je tesarski vozel tudi, ne? Sprav, če hočemo kladivo poslati unmo gor ali pa nam dol sekiro, bo za ročaj te sekire naredil ta vozel, ne? Se pravi začetni vozel ali tesarski vozel, se pravi gremo lahko od spodaj pod nadaljevanjem vrvi in se konec vrvi ovije okrog samega sebe. Kolikrat? Trikrat. Je trikrat, jaz bom dal še enkrat, da bo zaprmej, da bo sigurno v redu. In zategnem ta vozel. Se pravi, bolj ko je ta vozel našponan, bolj bo držal. Bolj ga vlečemo, težje je sekira, bolj je bo držal ta vozel. Se pravi, se ne premakne nikamor. Je zelo hiter za razdret, a ne? Samo potegnete, takole je že razrahlan in potem bi ga lahko, boste pol na koncu videli. Se pravi, zdaj ga lahko premikam po drevesu gor ali pa dol. Kaj hočem, nekje v višini pasu imeti to vrv napeto, približno. Ja. Evo. In je to našponano, vidite kako dobro drži. Nikamor ne gre, se lahko cel obesem gor, ne? Je tako? Ja. Ok. Zdaj gremo na drugo stran, torej poiščem drugo, kaj? Drevo. Tole bomo preprijeli. Pazite, da ne bom slučajno res koga po nesreči. Umakni se. Dajte se umakniti, no? Pred to smreko, zagotovo, ker čutim ljubje. Smreka, ja. Pred to smreko bom tukaj naredil alpinsko zanko ali topovski vozel. Spet dva imena za ene in isti vozel. Trikrat ovijemo okrog roke, vidite 3 vrvi čez dlan. Pridemo od spredaj, zagrabimo drugo vrvico, jo potegnemo ven, toliko, kar želimo, da je zanka velika. Če delamo topovski vozel, naredimo tako veliko zanko, gremo potem s to zanko pod obema vrvicama pa ven, zategnem in se dobil topovski vozel. Kaj zdaj to pomeni? Če sem bil vojak ali pa če sem vojak, si dam takole čez ramena ta vozel, a ne to zanko. Naprej še naslednji kolega naredi isto zanko in za sabo lahko vlečemo kaj? Top. A ne? Na ta način so vojaki v hribih, po gorah vlekli manjše topove, se pravi, da so na sred vrvi ali pa kjerkoli na vrvi naredili topovski vozel. Ja. Evo. Cak.
že za naslednjega tle naprej, a ne, da mi pomaga, se upre noter in vlečeva ali avto iz grabna ven, ali ne vem, nekoga iz jame, ali kakorkoli. Ta zanka se ne podaljšuje, ne plava po vrvi, ne gre nikamor in je enostavno kako? Enostavno se razdre. Ja, lažje je, če znaš. Vsak vozel se lepo enostavno razdre z enim prstom, ga samo zlomite, zalomite, a ne ga razrahljate, pa je že končan. Ok? Se pravi, pridem spet. Koncem vrvi, oziroma pred koncem, oziroma 1 meter nekje tlele pred smreko bom naredil to alpinsko zanko, da naredim neke vrste škripec. Ta zanka bo zdaj manjša, kakor ona zanka za topa, ne, je čisto taka kratka, dovolj velika. Jih tako, evo, zategnemo in ta se zdaj ne premika nikamor po vrvi, a ne, vidite. Ne more iti ne gor, ne dol, ne sem, ne tja. Ok? Čez to smreko napeljemo vrv, jo potegnemo čez. Tle bomo zdaj dali Makni se. čez zanko. Kaj? Tako je vrv. Damo čez. Tako. Makni To se. stran. In seveda, tle enako hočem imeti isto višino, nekje v višini bokov. Isto vidite, da se lahko ta vrvica prestavlja gor pa dol. Ja? In jo zdaj, kaj? Našponam na polno, a ne? A vidimo. Tako. In jo potem, glejte, z 2 prstama stisnem in še vedno napeta. Z 2 prstama držim, s palcem pa kazalcem, a vidite to? A je še vedno napeta? Je. Naredim tukaj tako štirico. A vidite, to je konc štirice, repak štirice tole. A vidite trebušček tukaj? Štirico. Je oblike številke 4. Z repkom štirke grem v trebušček od štirke in zategnem nazaj. Spustim, se kaj popustilo? Ne. No, kje si zdaj? Aha. Prosim, če se mi umaknete. Aha, ti si zdo, drevo. Dobro. Ne vidim pa zato, vprašam. Ok, tukaj damo noter palco. Zakaj? Zato, da nam ne more nihče vmes podreti po nesreč. Ali pa sami, da ne nastopimo na vrvico. Pa to podremo, ker bi se potem to podrlo. Ne bi bilo več napeto. Poiščem eno primerno kamenček. Evo palčko, jo taknem noter, zategnem to zanko, palčka stoji na mestu in je zadeva zavarovana. Se pravi, potem, kot smo rekli, smo zdaj dobili, En korak nazaj vsi. torej smo dobili napeto vrv med 2 drevesama. Zdaj vam bom pokazal, kako gremo čez vrv oziroma po vrvi čez reko. Predstavljate si, da od spodaj reka teče, seveda začnete na kopnem, En korak nazaj pejte. greste
odvisno Zoja, omakni se. vam ustreza. Da ne bo kdo dobil jih. Bodite pozorni, lejte zdaj, jaz grem z desno nogo, ker sem desničar, mi tako najbolj paše. Z desnim gležnom se tlele objamem vrvi, stegnem roke gor na vrv in se uležem na njo lahko. In lahko tudi tako počivam. Ni udobno, je pa učinkovito. Evo, dvignete telo gor in se premaknete naprej. A ne, in lahko potem počivate. A vidite, dokler ne pridete čez. Ta opcija, da greste tako nazaj, vam odsvetujem. Ja? Velja? Ja. Okay. Boste poskusili sami. Boste poskusili obe opciji, Ja. pa boste pol povedali mi, katera vam je ljubša. Prav? To morate izkusiti sami, jaz vam težko to razložim. Luka, Rekel sem pa, da jo odsvetujem. Sprav, ta je veliko bolj prijazna, lahko počivate gor, zelo težko padete dol, zelo, zelo težko. Res morate biti talent, da padete tako dol, če ste zahaklani. Ja, vsekakor boljša metoda. Ok, zaključim bivakiranje. Moram na hitrico pospraviti, ker je prišel lastnik, karikiram, ali pa ne vem, kdorkoli. Ali pa rabim pospraviti vrv, pa iti spet na drugo stran reke. Kako to naredim? Potegnem za to palčko, Tamle se odmaknem. potegnem za palčko, jo snamem ven iz te zankice, ja. Damo dol, poiščem ta konc vrvi, potegnem, le zdaj to, potegnem in je že podrto. A ne? Samo dam ven ta konc vrvi, potegnem ta špago naokrog, do sebe, tukaj razdrem, glejte, z enim prstom razdrete vozu, vidite, oziroma ga razrahljate, ste videli, z enim prstom. Ja? Damo zanko. Drži. Evo. In kaj zdaj? Zdaj grem do tega drevesa, kjer sem začel. Glejte, samo potegnem tole vozo takole, potegnem za ta del, ki gre na lažji stran in je končano. Kako to vrv potem zložim? Najprej jo pregledam, oziroma pregledam ali pa pretipam, ker sem slep, nisem slep. Zdaj je noč, ne, smo rekli. Prešlatamo, če je, evo tle vidite, čutim, da je malo natrgana. Je res? Ja. To se čisto lepo čuti, če s prsti greste tako, ne? Pregledamo, prav prvič, da je čista, drugič, da je cela, da vemo, da je lahko kaj varno uporabljamo. Če je ful nacufrana ali pa že tako natrgana, ni za plezarijo primerna, ne? Za kaj tazga, za kje se malo spusti dol po kakšnem bregu, pa že boljši. Ok, ja. Če je bila reka vmes, kako si zavezal na obeh stranih lahko? Če je reka vmes. Kako, smo skupina in hočemo čez reko. Kdo gre prvi čez? Jaz. Običajno tisti, ki je najbolj izkušen. Kako pa gremo čez reko? Plava. Najprej si naredimo okrog telesa kaj? Vrv. Da se lahko nazaj potegnejo. Tako. Kako to naredimo? To je, kako se reče? Topovski voz. Ne. Pašnjak.
naredimo zanko, ali pa isto, če nam helikopter vrže vrv dol v vodo, ki nas rešuje, ne? Če nima glih za obroč, pa nam sam vrv pošlje, brez vozla, brez vsega. Kaj morate vi narediti? Pašnjak. Ker če boste karkoli drugega naredili, vas lahko kaj? Odnese. Če boste naredili tesarskega, ki je ful enostaven, ne? Preveč zategnilo. Vas bo zategnil, glej, in bolj vas bo dvigovalo, bolj vas bo zategovalo in bo stisnili prstni koš. In ste, no, glih mrtvi, mogoče glih ne, ampak zelo težko dihate, ne? Zakaj bi se mučili, če je druga boljša, hitrejša rešitev? Prav, pašnjak. Ne? Se pravi helikopter ali pa ne vem kdorkoli, ali pa preden grem čez vodo. Ali lahko malo poslušate? Naredim zanko naprej. Dvignem ta palec takole gor in gledajte zdaj ta trik. To je zajček. Ja? Pride zajček iz luknje, gre okrog drevesa in nazaj v luknjo. In zategnete. In že grem gor. In ta vozel se ne premika nikamor, ne od tle naprej, ne proti meni in me lahko dvigne ne vem kam. Tudi če sem nezavesten, bom še zmeraj gor obvisel, ker me bojo roke držale. To je pa njihov problem, če imajo slabo vrv. Se oni mene rešujejo. Ti mora pa oni dati tudi škodnino. Poslušajte, to je samo primer. Me razumete? Reševalci imajo seveda, vam bojo poslali reševalca na vrvi, ne samo vrv. Da vas bo on navezal pa varno povlekel gor. Seveda ja. Če vas bo pa kakšni kolegi z jame vlačali, vam bojo pa sam vrv vrgli dol. Sam si pomagi, ja. Kako pa? Ne, če ne znajo oni, morate vi znati to. Ok, smo rekli pašnjak. Ali bowline not. Čisto enostaven ste videli za zavezati. Kaj sem še hotel povedati? To, kako zložimo to vrv. Se pravi, naredimo dva raztežaja, damo čez vrat, stegnemo levo roko, kjer gre vrv dol, gre vedno naravnost in nazaj gre po stran. Vidite, ne gre naravnost gor, ampak gre na po stran. Ali pa rečemo tam, kjer je prišla dol, gre nazaj tudi gor. Se pravi, okrog glave, okrog vratu, naravnost dol, po strani nazaj. 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 Aha, zdaj imamo pa tlele že. 1, 2, takole približno. Evo, zagrabam vse te vrvice. In dam takole v zanko, poiščem, se pravi, tle niso med sabo nič povezane, ne? Je tako? Se pravi, gre roka čez, a vidiš? So ločene zanke. Je tako? Se ne dotikajo. Poiščem ta dva konca vrvi, jih pripeljem tle do sredine, in 3-krat ovijete okrog proti gor, proti roki. 2, 3. Prav, 3 ovoje. A gledate vi tukaj? Nekdo klepeta tamle. Že vse veste. A? Boste nadaljevali? Vam predam? Ne bo? Nobenega? Dobro. Pa moram sam. No. Lahko. Dam roko čez zanko, potegnem to vrv, torej te dve vrvici čez, naredim še eno zanko. Vidimo? Jaz ne vidim nič drugače. Jaz to na slepo delam. Enega si zgrešil. Kje? En uho. Aha. A, okej. Čakaj. Pet ven. Čakaj. Takole. Takole. Nič ne štrli več. Je tako? Čakaj, no.
pridemo čez. So vse zanke so po moje zdaj. So, damo to zanko čez. Poiščem ta dva konca vrvi. Zategnem, opale, zategnem. In to se ne razdre, lahko delate ne vem kaj, kar hočete. V pralni stroj date lahko zaradi mene, pa ne bo nič. Damo potem to takole čez hrbet. Spredi prekrižamo zadej. Ja, vidite zakaj? Zato, da je lepo ob telesu. Tle naredimo kašen vozu. Lahko na mašnico, lahko ambulantnega, lahko na dvojne mašne naredite. Tako kot pri čevljih, kad čutim, da imam še nekaj vrvi, pa bom na ta način malo skrajšal. Vse, kar mi štrli, gre za takole. Zakaj? Da se mi ne zapleta v grmovje. To se probaš pospraviti takole od zadaj, da ne pohojaš, da nič ne visi, da ne vlečeš, da se ne zatikaš. In sem pripravljen, da grem naprej. Čisto tiho so. Prešvicen sem, ja? A nos ima prfrken. Prefrken nosa, ne? Imam, ne? A ste v redu drugače? Ja. A je bilo v redu? No, kar pokaži. Ne, od spredi prekriži. Od spredi potegni obe vrvici, prekrižamo. Greva zadaj, noge čez. Ne, zadaj gre zari tako. Pa potegneš, evo ga. Zdaj pa se naprej našteli si lepo. Se pa lepo nasloni, kar počasi. Evo ga, Supermana. Hudo, bravo, stari. Super. Kar lepo po vrsti. Ena pa po ena, ja. Luka je šef in bo gledal, da boste vsi pravilno to naredili. A prav, Luka? Vprašaj ga, hoče iti naprej ali nazaj? Nazaj. Kaj naredimo? Ne moš ponad, kar pustimo. Prekrižaj vrvici v zadnji zaritev. Ne, naprej. Pa noge čez. Pa še drugo čez, pa primeš. Tako. Odlično. In se počasi. Ja. Si videl? Zdaj bi padel v prepad. Kar v stran si potegni. Lej. Pa držiš varu, držijo z levo roko čvrsto in sem roko premiki proti riti. Čist nežno. Tako, si videl, kako gre lepo? No, fantastično. Super. Tako, ja. Z levo držiš varu, ali pa z desno. Držijo, ne spustiti, prav držati moraš. Držijo, tako, čvrsto. In zdaj greva z roko dol proti, tako, čist počasi. Podajaš varu naprej, ne? A si videl, kako te spušča lepo? A je kaj težko? Čist nič, ne? Nobenega napora ni velikega, ne? Super. Ta vrv je zelo hrapava in ima še večje trene kot običajne vrvi, ki je plezalna. Spredaj, tako, super. Bravo, fantje, super. Sam ne spusti teh vrvic, ker se boš naslonjen. Aba čaka, da gre domov, ja.
Klopa imaš. A ti leze? Skočil je? Že skočil. Ja, seveda skoči. Bil je tako črn. Drugič ga bomo pa ujeli, a ne? Črn je bil. Klop, ga bomo ujeli naslednji. Živijo. Pozdravite oče, mamice. Živijo. Zdravo. Kdo je prišel? Aha, konji so prišli. Evo še naš hurikan Tango. Živijo. Živijo mali. Zdravo. A ti muhe nagajajo, ti barabe, ti. Živijo. Lahko živijo. Zdravo. Čohala bi se videla, ne? Koliko muhe nagajajo. Naši trije konji. Lahko grejo tukaj, ja? Nič hudega, Barbara. Pa še kaj spite, če imate? Pa šotore treba odpreti zdaj na polno, če bo kdo noter v šotoru. On bo pomagal. Kdaj bo pa kosilo? Prepovedano vprašanje. Evo, tako je ta drugi šotor odprt, še jaz vam od zadaj odprem tista zelena vrata, pa bo super. Pa ne bo nobene vročine od spodaj. Ne, niste odprli tako, kot so oni odprli. Ste samo odprli, morate jih odvihati. Da bo zrak prišel v krog, ne? Aha. Ja, tako je. Luka, povej, kako je zdaj, ko je šotor tako odprt. Super, bolj hladen. Ja, pa se je tako v šotoru, naravno to tako. Ja, pa se je tako v šotoru je ful vroče in zdaj, ko smo ful veliko preluftali, je... Ja, je veliko bolj hladen. A ne? Tako, lahko komot v največji vročini si od spodaj v senčki, a ne da? Ja. Pa ne zgoriš. Aba, sicer je pa vzum ful vroče. Mi celo pojsto sliniš. Ima dvojno streho, zračni most in vročina nima kje se zadržati, tako da je lepo prijetno hladno spodaj. Povejte staršem, kam gremo? Zdaj gremo na Bloško jezero. Na Bloško jezero. Zakaj pa? Ker ima Luka rojstni dan. Kaj je bilo za malico? Lubenica. Prosim, zdajle, kaj si jedel? Sladoled za rojstni dan. A še zapojmo Luka, to vse najboljše? Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Luka. Vse najboljše za te, super! Vse smo mu že zapeli, pa zakaj ne še enkrat? Sama si jih je mogla nabrati, Luka, kako je? Fajn. Se namazal s kremo? Dobro, postemljam. Si se namazal? Ja. Kapo imaš, fantastično. To bi še tle prodal, lepo na Twitteru. Jaz prodajam. To je prodaj, jaz sem si sam zavedla. Vse leva je. Ajde, dej, kaj si ti rekel? Ja, verjamem. Se malo prehitevam. Lahko slišim. Je nekaj. Kaj pa je to bilo? Kaj stopi tam na gor, pa počakate. Živijo. Aj tamle pod, leki tamle, pod uno palco. Ja, a nismo tle enkrat neki kača. Ti si ena kača. Moj je neka kača. Kaj pa se ona dela push-upse. Prosim, malo ga se ljubijo. Kje vidite tle kačo? Čabaj, klip pod uno logo.
Zdravo. Živijo. Gremo? Gremo. A prepoznate tole rastlinico? Ne. Kdo prepozna? Kdo prepozna? Kako? Zlatica. Ne. Ne, ni maretica. Kdo pozna to rastlinico? Zlatica. Ne. Žafran. Šentjanževka, bravo, učenka Katja. Ja, bravo. A tudi delate čaj iz tega? Ja. Tudi čaj delate iz tega? Ja. No, kako preverimo, če je šentjanževka? Lejte zdaj moje prste. Palc pa kazalc. Sta čista? Bolj rumen, ko sem. Ko stisnemo za cvet? Bolj rumen rataš. Ne. Rataš Kitaj. Rataš Postaneš čist vijolčen. A vidite, ko kri skoraj. Ko stisnete cvet, ja? Tako preverite, ali je to šentjanževka. Ja, kaj pa je to? Šentjanževka. Ja, pa kaj je to? Roža razdravilna, za čaje pa za namakanje v olje. Za kakšne opekline ali pa kaj takega. Kaj kažeš lov? Kako? Ne. Ni strupena. Pa če je za čaj. Jaz jih imam. Luka, počakaj. Bravo. Super. Ti tudi? Bravo. Evo, pa ste preverili. Storš je na mene padel. Zanimiv. Pod lesko, pa pod bukvijo. Pod lesko smo. A ne? Ne pa Ne, tle je leska, to je po buku. Pa je storš na mene padel. Ja, tam pa smreko. Ja, no. Naj bo. Ste smreke tu. Aha, a tako. Okej. Pa ti? Se imaš fajn? Ja. Super. Uživaš? Ja. The best. Gremo, ne? Se kopati. Poglejte, če boste slučajno kakšnega raka videli na dnu. Jaz sem ga učil najti. Ja. No, tle pa že bolj hladna voda, ki se priključi reka Bloščica tukaj, ne? To je pa smo rekli mrtvi rokav. Pa je malo bolj topla voda kot tle. A je tako? Ribice so take male. Kako? Ne bo odšel rak stran. Zdaj le. A primem? Ne primem, ne? Kar počasi. Seveda. Ja, tukaj je treba iti. Ej, eden pa po eden, fantje, ne se prilivati. Ej, počakaj. Ej, pazi. Počasi, ker drsi. Takoj se umakni. Ja, vi krpni tonete tukaj noter. Ja. Luča, ti si vedel, ko si robi. Tam naprej. A že zebe? Ej, fajte, dajte spustiti deklice, no.
Gremo. Število 2. Ribe. A vidite ribe? Kači pastire. Kar velike, a? Jaz se ne grem več kupiti. Dobro. No, ne brcati, prosim, peska noter. Gremo. Kar izvolite. Po levi strani, v kolono po 2. So utrujeni? Aha, malo pa. Lepo. Živijo.